Na današnji seji, plenarni seji, javni predstavitvi mnenj Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje smo obravnavali zaresov predlog zakona o zaplembi premoženja nezakonitega izvora. Sodelovalo je večje število predstavnikov zunanjih inštitucij, pokazalo pa se je pravzaprav to, da velika večina govornikov meni, da je potrebno to področje sistemsko zakonsko urediti. Mnenja o tem, kje, so pa različna, ali v zakonu, ki ga je predlagal zares, ali pa v drugih področnih zakonih. Enotno pa je bilo ugotovljeno, da to besedilo najverjetneje ni tisto, ki bi lahko imelo tudi končno podobo zakona. Pri vsem tem je pa pravzaprav zanimivo koalicijsko zakulisno dogajanje. Predlog zakona, ki smo ga obravnavali in ki ga je vložila poslanska skupina Zares, je dejansko nastal v vrhu, torej tik pod vrhom, bomo rekli, Ministrstva za pravosodje. Iz prestižnih koalicijskih razlogov je ta zakon obšel ministra Zalarja in se pojavil na klopeh poslancev poslanske skupine Zares. Ti so ga tudi vložili. Jaz sem prepričan, da ob vložitvi minister Zalar za to ni niti vedel. To kaže na prestižni boj med poslansko skupino, odnosno stranko Zares in stranko LDS. Če bi koalicija imela resen namen se lotiti tega področja, bi zagotovo v okviru koalicije, v okviru Ministrstva za pravosodje nastal zakon, ki bi bil učinkovit na tem področju, ki bi bil tudi življenjsko narejen tako, da bi lahko sodišča ga uporabljala in sprejeli bi ga lahko v 2 mesecih. Žal pa je situacija taka, da zaradi teh koalicijskih političnih igric smo priča temu, da na eni strani obravnavamo ta zdaj uradno LDS, uradno Zaresov zakon, v resnici napisan v Ministrstvu za pravosodje, na drugi strani pa govorimo o tistih spremembah, ki jih želi minister Zalar. Je pa seveda prišlo do tega očitno v koaliciji, da koalicija nima več namena temu zakonu, vsaj LDS ne več reči ne, ampak ima namen ta zakon spustiti v nadaljnjo proceduro. Moje mnenje je, da bo najverjetneje prišlo do nadomestitve tega besedila in da bomo v končni fazi ta zakon tudi dobili. Je pa vprašanje seveda, koliko bo v praksi uporaben in pa